Z generatorji prometa upisujemo naše cilje vsakodnevnih potovanj. To so praviloma podjetja, pisarne, nakupovalni centri, šole, torej tisti cilji potovanj, ki jih vsakodnevno upravljamo. Ja, jaz že nekaj let hodim v službo s kolesom v mojem delovnem okolju, se pravi na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Inštitut ima eno manjšo floto službenih koles. Kot osnova, ki jo mora delodajalec zagotoviti, da lahko zaposleni prihajajo na delo s kolesom, je ta osnovna infrastruktura. Najtežje spreminjamo nekaj, kar smo navajeni početi vsak dan. Zato je treba imeti tle res en celovit nabor ukrepov, s katerimi pristopimo k reševanju. Samo en ukrep ne bo nikoli pripeljal spremembe. Sem slišal, da imate na Revozu tudi svoje avtobuse, pa bi se rad uštulil. Ja, vsekakor imamo kar nekaj avtobusnih linij, tam nekje okoli 50 na danih pripelje in odpelje iz tovarne. 50 avtobusov? Ja. 32 let se že lepo uporabljate avtobus za prevoz na delo. Ja, tako, ja. In je bolj udoben in je vse skupaj bolj enostavno. Seveda. S čim je pa človek hitrej na delovnem mestu? Z avtom ali z avtobusom? Itak, da se hitreje z avtobusom, ne? Se vsak dan z avtobusom vozite? Ja. Vsak dan, a? Se pravi, nikoli ne greste recimo z rolko ali pa z rolerji dol? V osnovni šoli Zreče se precej povezujemo tudi z občino Zreče. Nam je zagotovila novo moderno avtobusno postajo, s tem olajšala v bistvu prihod šolo učencem in tudi staršem. V bistvu je treba delati tako starši kot z otroci, predvsem pa z šolo in z občino, da ustvari razmere, ko bo hoja in kolesarjenje tako staršem kot otrokom bistveno bolj privlačna, sprejemljiva in više na njihovi prioritetni lestvici. Prvo soočanje z bici vlakom je bilo pravzaprav kot dobra ideja mojega sodelavca, ko smo se priključili Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga je organizirala občina Polzela. Bravo. Otroci se sami ne odločajo, kako bodo potovali, ampak če jih povprašamo, kako si želijo, pa v večini šol dobimo večinski odgovor, najprej s kolesom, potem peš in avto starši ali pa javni prevoz so na zadnjem mestu. Bravo! Me veseli, da ste prišli. Gremo v šolo? Ja. Kar lepo en za drugim. Pejmo!